V redu. Danes smo pred kar enim zalogajem. Res je. Pred mano je ta sveženj dokumentov, ki si ga omenjal, razvojni načrt Slovenije za obdobje 2006 in 2030. In moram reči, ko sem to brala, mi je bilo tako jasno, da to ni. To ni samo še ena strategija polna tabel. Nikakor ne. Ampak je res, milo rečeno, ambiciozen poskus, da se Slovenijo preoblikuje v nekaj, kar viri imenujejo butična, zelena in digitalno napredna družba. Točno. In najina naloga danes je, da nekako izluščiva, kako naj bi se tri na videz ločene stvari, socialna varnost, tehnologija in demografija, sestavile v smiselno celoto. Točno tako. In kontekst je pač ključen. Zakaj ravno zdaj takšen načrt? Ker je Slovenija na prelomu. Ja. Imamo globalne pritiske, imamo staranje prebivalstva, ki grozi, da bo pač razgradilo socialno državo. Na katero smo tako ponosni. Tako. In če vse skupaj distiliramo na eno samo idejo, je to sinergija. Ampak tisto, kar je resnično presenetljivo, je orodje. Tehnologija. Ja, ne gre za davke ali klasične zakone, ampak za tehnologijo veriženja blokov. Blockchain. Blockchain. Ideja je, da bi z njo dosegli skoraj absolutno transparentnost. In ta transparentnost naj bi bila temelj, na katerem se potem zgradi vse ostalo. Ok, tukaj se moramo ustaviti. Radikalna transparentnost javnih financ. To se sliši kot srce celotnega načrta, v verih se pojavlja izraz brezčasno knjigovodstvo. Priznam, zveni precej epsko. Kaj točno to pomeni? Lej, predstavljaj si to kot digitalno knjigo javnih financ. Vsak evro, ki gre iz proračuna, pusti sled. Trajno sled. Trajno in nespremenljivo. Če bi nekdo čez pol leta poskusil spremeniti eno samo številko, bi se sistem takoj sesel. Oziroma bi opozoril. Opozoril. Točno. Vsi bi takoj vedeli, da je nekdo posegal v zgodovino. Zato brezčasno, ker je zapis trajen. To je veliko bolj jasno kot kriptografsko povezan zapis. Ampak kako bi to v praksi preprečilo tiste slavne anekse k pogodbam, kjer se cena gradnje avtoceste na koncu podvoji? No, tukaj vstopijo pametne pogodbe. Smart contracts. Točno. Ampak to niso pogodbe v smislu kupa papirja, ampak so koda, program. V redu. Pogodba za gradnjo mostu bi recimo imela vgrajeno pravilo. Izplačaj naslednjih 10% vrednosti, še neko neodvisni senzor potrdi, da je nosilni steber zgrajen po specifikacijah. Se pravi, denar se sprosti avtomatsko. Avtomatsko. Brez človeškega vpliva, brez možnosti za politično pritiskanje, brez aneksov za dela, ki pač niso bila opravljena. V redu, to zveni super v teoriji, ampak v načrtu omenjajo tudi nekakšnega digitalnega revizorja z umetno inteligenco. Ali ne ustvarjamo s tem nekakšnega tehnološkega velikega brata? Kdo za vraga nadzorja nadzornika? To je absolutno ključno vprašanje. In načrt se ga loteva, vsaj na papirju. Ta digitalni revizor ne bi bil nekdo, ki bi vuhunil za ljudmi. Ampak bi iskal anomalije. Točno. Iskal bi odklone v sistemu v realnem času. Če neka občina nenadoma začne plačati 5-krat več za pisarniški material kot vse ostale, bi sistem na to opozoril. Ne bi rekel, župan krade, ampak... Ampak tukaj je odklon, preverite. Ampak tvoje vprašanje je na mestu. Tveganje zlorabe vedno obstaja. Zato načrt predvideva 2 ključni varovalki. In sicer? Prvič, popolna neodvisnost TV nadzornega telesa. In drugič, kriptografska zaščita podatkov. Videli bi, da je šel denar iz ministrstva v podjetje X za most, ne pa kateri uradnik je to odobril. Se pravi, sledljivost porabe, ne pa nadzor na posameznike. Prav to. V redu. Recimo, da nam uspe vzpostaviti zaupanje v javne finance. Kako to navaden človek občuti v vsakdanjem življenju? Verjetno najprej pri zdravniku, kaj ne? Absolutno. Ko sem v virih videla podatek za leto 2021, 4,8% ljudi v Sloveniji z neizpolnjenimi zdravstvenimi potrebami. To je več kot 2-kratnik povprečja EU. Res grozna številka. Je in kaže na sistemski problem. Načrt se ga loteva spet s transparentnostjo, ampak tokrat usmerjena v pacienta. Kako to misliš? Glavna ideja je nacionalna baza čakalnih seznamov v realnem času.
Konec klicarjenja naokoli in informacijskega kaosa. Se pravi, jaz bi na spletu videla. Točno. Videla bi, da je čakalna doba za nek pregled v Mariboru 3 mesece, v Murski Soboti pa 3 tedne in bi se lahko takoj prenaročila. To odvzema moč tistim, ki upravljajo seznami in jo da v roke pacientom. Prav to. Hkrati pa načrt predvideva 100 milijonov evrov za specializirane diagnostične centre in telemedicino, da se ustvarijo alternative. Ko sem brala o zdravstvu, me je ena ideja res pritegnila. Letni referendumski dan o ključnih zdravstvenih vprašanjih. Ja, po švicarskem modelu. Takoj sem pomislila na Švico, ampak to je res drzna ideja za Slovenijo. Si predstavljaš, da bi vsako leto neposredno odločali o temeljnih vprašanjih, kot je recimo financiranje preventive? Namen je točno to, da se dolgoročne strateške odločitve umaknejo iz rok dnevne politike. Da ne bi vsaka nova vlada obračala sistema na glavo. Točno. S tem se gradi dolgoročni konsenz in zaupanje ljudi, da sistem veluje zanje. V redu, zdravstvo je ena plat. Kaj pa tisti drugi velik problem, ki pesti predvsem mlajše generacije, stanovanja? Kje sploh živeti? Če je zdravje prvi steber, je dostojno bivališče zagotovo drugi. Načrt je tu zelo konkreten. Zgraditi vsaj 2000 dostopnih najemnih stanovanj letno. Ampak ključno ni samo število, kaj ne? Ne, ključen je model. Gradnja v partnerstvu z občinami in zadrugami na razpršenih lokacijah. Ideja je preprečiti gradnjo velikih, ločenih sosesk, ki vodijo v nastanek getov. Se pravi sobivanje namesto segregacije. Točno. V isti stavbi živijo ljudje z različnimi dohodki, kar krepi socialno kohezijo. Počakaj malo. Med ukrepi sem zasledila še nekaj, kar je omenjeno skoraj mimogrede, a se mi zdi absolutno ključno. Kaj pa? Predlog vpisa dolžnosti države, da zagotavlja dostopna stanovanja neposredno v ustavo. To ni samo še en zakon. Ne, to je ogromna stvar. To bi temeljito spremenilo razmerje med državljanom in državo. Res je. In dobro, da si to izpostavila. To je radikalen politični in pravni premik. Stanovanjska politika s tem ne bi bila več odvisna od dobre volje vlade. Ampak bi postala ustavna kategorija, temeljna pravica. Tako. In da ne bi ostalo vse le na papirju, so predvideni tudi konkretni mehanizmi, davek na prazna stanovanja, da se poveča ponudba in spet transparenten portal za dodeljevanje podprt z blockchainom. Da se prepreči klientelizem. Vedno ista logika. Vse te socialne reforme od zdravstva do stanovanj seveda stanejo. Ogromno. Kje bo država dobila denar? Predvidevam, da tukaj vstopi ta vizija družbe 5000. Natanko tako. Socialna država je lahko močna, le če je močno tudi gospodarstvo. Strategija Digitalna Slovenija 2030. Ja, načrt se osredotoča na ustvarjanje okolja za podjetja z visoko dodano vrednostjo. To pomeni spodbude za startupe, dodatnih 10 milijonov evrov za sklade tveganega kapitala. In poseben fokus na umetno inteligenco. Tako. Ampak ključna ideja je pozicionirati Slovenijo kot globalno središče za blockchain inovacije. Država naj bi podjetjem ponudila tako imenovane sandboxe. Varna testna okolja. Točno. Kjer lahko razvijajo in preizkušajo rešitve, preden gredo na globalni trg. Za privabljanje talentov pa se uvaja startup viza. To bi najboljšim kadrom iz tujine olajšalo prihod in delo v Sloveniji. In poenostavilo birokracijo. Ampak brez dobrih povezav tudi najboljša digitalna ideja pač ne more uspeti. Kako se ta vizija povezuje z nečim tako oprijemljivim, kot so ceste in železnice? Tu načrt predlaga jasno spremembo paradigme. Hrbtenica transporta naj bi postala železnica. Končno. Predvidena je obsežna nadgradnja prog po evropskih standardih TEN-T. To je v bistvu načrt za povezavo ključnih evropskih mest in pristanišč v enotno hitro omrežje. Da Slovenija ne bi bila več samo ozko grlo. Prometa s cest na tire. In to se neposredno povezuje tudi z vizijo turizma. Kako to misliš? Strategija turizma je nekaj več in veliko bolje. Ciljamo na butičnega, odgovornega gosta. Ki išče petzvezdična doživetja in je zanje pripravljen plačati. Točno. In takšen gost ne želi stati v koloni na avtocesti. Pričakuje, da lahko v zeleno destinacijo pride na okolju prijazen način, recimo z vlakom. Vse se povezuje. Zelena shema slovenskega turizma postaja standard. Tako je. V redu, ampak kdo bo poganjal vso to novo tehnologijo in delal v tem butičnem turizmu?
Demografska slika je jasna. Delavcev nam primanjkuje. Ja, to je morda največji izziv od vseh. Načrt omenja digitalno nomadsko vizo, ki ne bi se uvedla novembra 2025. Da. Ampak načrt se zaveda, da samo privlačanje talentov ni dovolj. Potrebna je učinkovita integracija. In strategija tukaj je zelo premišljena. Cilj ni ustvarjanje etničnih enklav. Kjer bi se priseljenci zapirali v svoje skupnosti. Tako. Ampak razpršena integracija po celotni državi, da se tujce spodbuja k naselitvi tudi v manjših krajih, kjer je potreba po delovni sili. Kar preprečuje marginalizacijo. Točno. Seveda to zahteva sistemsko podporo. Tečaje jezika, hitro priznavanje izobrazbe, aktivno vlogo lokalnih skupnosti. Vse to, skupaj z dostopnimi stanovanji, ustvarja okolje, v katerem tujci ne pridejo le delat, ampak tudi živeti. Ampak, da bi ljudje sprejeli vse te spremembe od priseljevanja do popolne digitalizacije, morajo resnično zaupati sistemu. In zdi se, da načrt to naslavlja precej direktno z reformami same demokracije. Točno. Gre za krepitev neposredne demokracije. Da bi ljudje dobili občutek, da imajo dejanski vpliv. Prva stvar je inštitut odpoklica. Torej, če mi, moj poslanec, ni všeč, lahko zberem dovolj podpisov in ga dobesedno odpustim sredi mandata. Točno to. To je izjemno močno orodje. Absolutno. S peticijo, za katero bi bilo treba zbrati 10% podpisov v volilni enoti, bi se sprožil postopek za odstavitev. To bi delovalo kot močan korektiv za politike. Drugi mehanizem je verjetno tisti referendumski dan. Tako je, letni referendumski dan, ki bi redno vključeval državljane v odločanje. In tretji steber je seveda tehnologija, uvedba e-glasovanja. Z varno digitalno identiteto in predvevam spet blockchainom. Seveda, da se zagotovi transparentnost volilnih rezultatov in hkrati olajša udeležba. Vse te reforme skupaj naj bi ljudem vrnile občutek, da sooblikujejo državo. Če poskusim povzeti vse, kar sva preletela. Zdi se, da je ta načrt izjemno prepleten okvir. Osnovna ideja je, da tehnološka transparentnost zgradi zaupanje. Da? Na tem zaupanju lahko potem zgradimo močno in odzivno socialno državo. In da bi vse to delovalo dolgoročno, okrepimo še mehanizme neposredne demokracije. Da imajo ljudje občutek lastništva nad sistemom. Točno. Ključ do uspeha je očitno v tem, da se vse te stvari izvajajo hkrati. Kot celota. Res je. Načrt se res močno zanaša na tehnologijo kot na nekakšno nevtralno, objektivno orodje, ki lahko reši globoko človeške probleme, kot sta korupcija in nezaupanje. Predpostavlja, da je tehnologija čista rešitev. Tako. Ampak to odpira eno ključno vprašanje za razmislek, ki ga viri puščajo odprtega. Kaj se zgodi, če te tehnološke rešitve, ki so zamišljene kot nevtralne, same postanejo novo politično bojišče? Kako to misliš? Kaj, če se boj za oblast preseli iz parlamenta v boj za nadzor nad algoritmom digitalnega revizorja? In ali s tem morda ne ustvarjamo novih, danes še povsem nepredvidljivih oblik družbenih delitev? Ki jih v tem trenutku sploh še ne poznamo. Točno. In to je tveganje, ki ga noben načrt ne more v celoti predvideti.